Dejstvo je, da v času mojega mandata tudi na žalost, lahko rečem, šolska mreža ni bila popolnjena, obogatena z noveno posebno šolo. Vse, kar je bilo ustanovljeno, je bilo pred mojim mandatom. Zaradi tega je ta protest za privatizacijo šolstva nekoliko najbolj razumen ravno v tem času. Lahko še jaz mogoče še stavek dva prav za isto temo. Tudi mi smo se potem, ki je bil zakon objavljen na spletu, lotili reševanja problematike na ta način, da smo jih odprli javno razpravo. Ne so sodelovali vsi zainteresirani, dobili smo ogromno pripomb, ki pa so zelo različne, od skrajne ene strani do skrajne druge. Tako da treba zdaj te predloge uskladiti in to usklajevanje traja in bo potem tako usklajen predlog zakona tudi predlagan na nadaljnjo obravnavo. Po vsem povedanem se mi zdi, kot da je bil današnji protest čist nepotreben. Zakaj mislite, da so šli ljudje sploh danes na ulico protestirati? To je edini razlog? Ja, lepo vreme je bilo. Strinjam se z vašim vprašanjem. Strinjate se z mojim vprašanjem? Jaz se strinjam tudi z vašo ugotovitvijo vprašanja. S katero? Jaz tisto, o potrebnosti teh protestov. Ne, zakaj vi mislite, sem vprašala, da so šli danes ljudje na ulico protestirati? Da si morali vprašati funkcionarje sindikalnega gibanja. Dobro ne vejo, ne so podatko zakaj. Sami ocenjujemo, da je v tem trenutku to povsem nepotrebno, kajti niso predstavili nobenih novih stališč, ampak vse ta stališča, ki jih oni danes tam predstavljamo, se tudi vsi sami zavedamo in želimo z novimi rešitvami preprečiti tiste nevarnosti, ki tudi sami opozarjajo. Ravno zato se nam zdi to povsem nesmiselno, da opozarjajo na nekaj, česar praktično se zavedamo vsi skupaj. Tako da je pač to nek političen motiv zagotovo tukaj zadaj. Mogoče še dva stavka. Res, v bistvu so sindikati vključeni v pogovore, ko se stvari pač komaj nekako napovedujejo te spremembe in na tistih mestih, kjer sicer stavka vedno legitimna, ampak da stavkaš preden se dogovoriš ali pa preden se končajo pogajanja, nekako bi razumeli, da pač stavkajo potem, ko določenih stvari niso dosegli, ne pa že kar vnaprej, ampak v tem mandatu se stalno soočamo s temi stavkajo proti enotni davčni stopni, ki jo nikoli nismo sploh, recimo, nismo že v začetku pogajanj, je potem nekako bilo stališče, da se jo ne uvede. Mislim, to se nam zdi, da kar vnaprej in proti nečemu štrajkaš, kar morda bo ali pa ne bo, se nam zdi malo neresno. No. Se vam zdi današnji shod nepotreben? Ne vem, če so kaj dosegli z njim, oziroma če bo kaj drugače zdaj, ko se bodo pač pogovarjali in vključili šolski sindikat, naprimer, oziroma ali pa ostali sindikati, ko se bodo pač pogovarjali o spremembah zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja. Recimo konkretno, kaj lahko naredimo, da bomo čim prej dobili pediatrično kliniko, ki se že toliko časa gradi in jo čakamo? Tukaj je pri pediatrični kliniki ali pa tudi pri ostalih teh znanih zapletih iz področja Onkološkega inštituta zagotovo kriva zakonodaja in pa sama revizija teh postopkov. In mi smo tukaj veliko proučevali tudi na vladi, kako te postopke pospešiti. Tukaj smo ujetniki sistema vsi skupaj in žal iz tega se ne da na legitimen oziroma legalen način izogniti vsem tem zapletom.